Oj, kole do, lepo leto mlado, da bi prav veselo bilo in imelo mastno brado. Lepo pozdravljeni, Primož Suhodolčan. Me veseli, da ste si vzeli čas in ste danes z nami. Ste pisec otroške literature, mladinske literature, podjetnik, Peter Nos, košarkar, kolesar, tisti, ki je prvi pri hladilniku. Kdo pa ste še poleg tega? Poleg tega lahko rečem, da če ne bi bil Primož kot Primož, bi lahko bil še marsikaj. Jaz sem si, oče je takrat celo napisal Primožev dnevnik, kjer sem si vsak dan zaželel, da bi bil nekaj drugega. Enkrat sem hotel biti kuhar, enkrat sem hotel biti kapitan, enkrat sem hotel biti učitelj, enkrat sem hotel biti igralec, enkrat sem hotel biti konjenik. In jaz sem pač po horoskopu dvojček. In dvojčki smo taki, da pač vemo vse, pa o ničemer nič. In zanima nas pa tudi vse in smo zelo radovedni. Po drugi strani pa smo nekako tudi zelo veseli in se radi smejimo. Tako da v naši družini so 3 dvojčki in 1 devica. In zdaj se vam predstavljate, kako to izgleda. Torej, verjamem, da bom v naslednjem življenju bom pa kuhar. Aha. Tako da je v vaši družini veliko smeha in malo tistega diplomatskega, ki ta smeh pretehta na eno ali na drugo stran. Ja, nekako poskušamo res gledati pozitivno na ta svet, ne glede na vse, kar se dogaja. Vse družina mora biti tista, družinsko okolje naj bi bilo tisto, ki bi zagotavljalo eno dobro voljo, eno zadovoljstvo in eno srečo in eno veselje. In v naši družini se res zelo veliko smejimo, vsi smo in smo zelo glasni tudi, tako da kadar gre naša družina na kosilo, nas vedno zaprejo v posebno sobo, da ne motimo ostalih gostov. Zadnjič sem gledala oddajo Počitniški krompir, kjer ste bili gost. In ko ste odgovorili na vprašanje, ki sem vam ga tudi jaz zdaj mislila postaviti, kako leto je za vami, ste to odgovorili zelo tako optimistično, veselo, glede pospravljanja podstrešja, kleti in tako naprej. Pa ste res to leto tako čutili? Ste tudi čutili tisto težo, ki jo je preteklo leto prineslo? Zagotovo je bilo to leto nekaj takšnega, česar nisem predstavljal, ne vem, pa če bi živel 300 let. Res je bilo neko posebno leto, še posebej zato, ker tudi recimo sam, pa tudi naša družina smo zelo radi se družimo. Ne samo med sabo, tudi drugje. Zelo radi se družimo, se zabavamo, gremo na izlete. Meni recimo je težko padlo, da nisem smel celo leto v bazen, recimo, ali pa v savno. Sem bil pa veliko na kolesu. Ampak so druge stvari, ki so bile v lanskem letu, recimo zame, zelo zanimive. In to je, da sem se potrudil in prav v tistem prvem valu tega virusa sem se potrudil in sem vse svoje knjige pretvoril v elektronsko obliko. Se pravi, tu je zdaj okrog 40 naslovov in vse se da dobiti tudi v elektronski obliki na Biblos portalu in lahko se izposodi, lahko se kupi. In to je bilo recimo, to je bilo 2-3 mesece dela. Tako da, recimo, to je že ena taka stvar, ki sem si jo ves čas želel, pa nikoli ni bilo časa. Poleg tega, da sem klet pospravil, pa to je te zadeve. Potem seveda smo dobili še pa v naši družini, naša družina se je razširila. Naša družina se je razširila in imamo tudi tule je bilo sredi leta smo imeli in imamo zdaj veliko dela. In jaz sem zelo vesel in ponosen na malega Lovrota. Pa veliko veselja. Ja, to je veliko veselje, pa veliko odgovornost, ampak pa še veliko drugih stvari je bilo v življenju,
ki jih je prineslo lansko leto. Nekako se zadeve za trenutek malo umirile, ker je svet drvel že s tako nesluteno hitrostjo, da enostavno se nismo imeli časa ustaviti. In tako rečem, mogoče prva 2 meseca je bilo še kar zanimivo, da se ustaviš, pa je popolnoma drugačen ritem življenja, ampak potem pa tam s časoma pa začne to že malo postajati nadležno in jaz komaj čakam, da se bojo stvari odprle. In da bom lahko, recimo lani nisem imel pravzaprav skoraj nobenih nastopov na šolah, kar je, jaz zelo rad grem na šole in predstavljam knjige, nastopam, ampak lansko leto je bilo to minimalno. Upam, da bo letos boljše in da se bomo lahko srečali z mladimi bralci tudi v živo. Tukaj imam en kup knjig, ki še ni popoln, kaj vse ste napisali. In glede na to, da verjetno zihar veliko mladih zdaj trenutno bere katero od vaših knjig, kaj vi berete? Jaz sem že od malega naprej navajen, da pravzaprav preberem skoraj vse. Če kaj drugega ne, vse prve 3 strani. Da vidim, a me stvar zanima, če me zanima, preberem do konca, če ne, pač nekako mi je to oči vedno govoril in rekel, beri takšne in drugačne knjige, ker če boš bral samo tiste knjige, ki ti priporočajo, pa ki imajo neke nagrade, pa ki so nekako v seznamih, potem nikoli ne boš vedel, kakšne knjige so na drugi strani. In najbolje je, da pogledaš, prebereš in potem si sam ustvariš mnenje. In potem boš znal ločiti zrnje od plev. Če pa ješ samo zrnje, pa nikoli ne veš, kakšne so pleve. In berem, recimo, zdaj sem začel spet brati nazaj knjige, ki sem jih bral v gimnaziji. To je tudi zelo zanimivo, recimo Zajtrk prvakov. Potem Davno pred Kolumbom, recimo, poljudnoznanstvene, to sem jaz vedno rad bral. Davno pred Kolumbom se pravi, kako se je odkrival svet. In z današnjimi očmi potem zelo lažje pogledaš in drugače pogledaš. Hararija, recimo, imam obe knjigi tudi doma, sem jih kupil in vsake toliko časa pogledam nazaj kakšno poglavje. In še veliko je takih knjig, ampak še najraje pa sem zdaj v tem času prebral še enkrat stripe, Reneja Gošinija, Maxa Bonkarja in te zadeve, potem našega Lavriča, ker pač delam ene nove zgodbe, ki bodo neke detektivske v stilu Filipa Marlova, Montija Pythona pa Inšpektorja Clouseauja, to neka kombinacija bo. Super se čuje. Res berem veliko, resnično berem veliko, poskušam brati tudi recimo v nemščini in v angleščini in da pač malo treniraš jezik, ker zdaj tudi, recimo, ko smo potovali službeno, pa tudi privat, si vedno treniral zraven jezik. In nemščina pa angleščina je pač tista 2 jezika, ki jih jaz največ uporabljam, poleg kitajščine. Tako da ste eden tistih bralcev, ki bere več knjig naenkrat. Tako da, točno. Jaz berem več knjig naenkrat in pač tista knjiga, ki me v tistem trenutku zanima. Včasih sem bolj razpoložen recimo za zgodovino, pa za poljudnoznanstvene zadeve, včasih pa bolj za leposlovje, včasih pa tudi za stripe. Tako da včasih imam 3-4 knjige imam na pol odprte. Pa odvisno od razpoloženja, kjer jo zagrabite. Ja, pa recimo, zdaj sem ravno včeraj po noči sem končal Lumpsterje od Žige X. Gombača, pa Kilometer nič od Lore Klinc. Ja, tudi zanimiva zadeva, ker jaz sem navdušen kolesar in še takrat sem tekmoval, ko je bilo tekmovanje vsi na kolo za zdravo telo, ampak to je bilo pred davnimi časi. Zdaj je bil glih par dni nazaj, je bila premiera
filma posnetega po vaši zgodbi, Košarkar naj bo 2. Pa poleg takih filmov, ki jih sigurno seveda gledate, a pogledate še kako tako dobro kriminalni film, kako dramo, thriller, kaj Primož Suhodolšan gleda od filmov, če ne gleda mladinskih filmov? No, lahko rečem, da pred davnimi časi sva s prijateljem imela videoteko, tako da smo po službeni dolžnosti pregledala ogromno filmov. No, zadnje čase pa ne več visim na Netflixu, zato ker lahko gledam tudi 5 ali pa 10 filmov naenkrat, se pravi, ima prvih 10 minut enega, pa pol, čakaj, bom pol. Knjige. Pa grem gledat kriminalko, pa pol tisto ustavim, pa grem gledat uno. Tako da je totalna mešanica, tudi odvisno od razpoloženja, kak dan je, zunaj sonce si ali dežuje. In odvisno od razpoloženja. So pa filmi, ki so za mene ostali kar zapisani, recimo Iztrebljevalec, Blade Runner iz leta 83 ali pa Riba z imenom Vanda iz leta 86. Pa taki filmi, ali pa Nejoči kekec tudi, pazi, Vesna. Čisto odvisno, kak dan je, kako sem razpoložen, na kak način delujem in potem pač pogledam si film. Tistega, ki mene zanima. Marsikdaj pa tudi pogledam tak film, ki druge ne zanima. No, tako da, pa nimam nobenih dobrih kritik, ampak za mene so zanimivi. Ja, je včasih dobro pogledati. Tudi zaradi tega, da veš, kako ne smeš narediti filma. Ja, tudi. No, prav. Da se malo naučiš, no. Oziroma, da vidiš, kako dela to nekdo drug. Tudi to je pa sploh res, recimo, ker ko sem pisal scenarij za Košarkarja, to je čist druga zadeva, ne. To je čist druga zadeva. Pisati knjigo in scenarij za film, to je čist druga zadeva. Jaz sem mislil, da znam, ampak je bilo ogromno truda in dela vloženega, ne vem koliko verzij scenarija je šlo skozi, ampak na koncu smo pa naredili dobro zadevo, ker film je pač ekipno delo in ne smeš delati, ne smeš solirati. No. Ampak to je pa tisto, kar je dober film, ne? Kaj je pa dober film, pa to je pa teka. Ne? To je tista zgodba o dveh miškah, ko gresta v kinoteko, pa začneta grezljati filmske trakove in reče prva miška, kako se ti pa zdi ta film? Pa reče druga, ja, no, vse je še kar v redu, sem knjiga pa boljša. To je zdaj razlika med filmom pa med knjigo, no. Ja, pa zihar je, pri knjigi lahko soliraš, ali pri filmu solirati ne moreš. Pri filmu pa ne moreš. No, ampak tudi pri knjigi, jaz vedno poskušam upoštevati uredniško mnenje. Mislim, poslušam ga, upoštevam ga, pa ne vedno. Ampak vedno poskušam in imam tudi te tihe bralce, ki pač preberejo in z njihovimi očmi pogledajo, ker včasih recimo ti zaradi dreves ne vidiš gozda, ne, in pri ustvarjanju zgodbe. In je fajn, da nekdo od zunaj pogleda, da kak drug gozdar še pride, pa malo pogledam. Oceni brez, In to je res v redu in tudi recimo, jaz sem imel srečo, da sem imel dobre urednike ves čas in so zgodbe nastale tudi zato tako uspešne, ker pač so bili tu zadaj stali uredniki in založniki. Pa ker se vse zelo dobro berejo, Ja, vedno hotel napisati tako knjigo, ki bi rad sam bral. No, ampak ne, jaz sem zelo vesel in zelo sem vesel, da so knjige recimo še vedno zelo popularne, sploh recimo Košarkar, ki je nastal zgodba, ideja o Košarkarju je nastala pred 50 leti. To je bilo takrat, ko je bilo svetovno prvenstvo v Ljubljani leta 70. In so bili naši svetovni prvaki.
In takrat sem si jaz zamislil eno zgodbo, jaz sem takrat v osnovno šolo hodil, imel sem enega sošolca, ki je bil skoraj 2 metra velik, in sem rekel, pa to bo jaz lahko napisal, pa to. In to je zorelo, in potem, ko konc gimnazije, pa je zgodba nastala, tako da in je prvič išla potem pred 40 leti. In še danes je med 10 najbolj branimi in izposojenimi knjigami v Sloveniji. Še danes, po 40 letih. Tako da sem lahko zelo vesel in zelo ponosen. Ja, res ste lahko. Pa zelo je aktualno. Se moram malo potrepljati, no. No, pa smo prišli do zadnjega vprašanja. Zdaj pa tako me zanima in malo tako preroško, kakšno bo to leto, ki prihaja. Po drugi strani bi pa rada slišala tudi vaše želje. Kako si želite, da bi to leto bilo in vaše želje našim poslušalcem, uporabnikom naše knjižnice? Jaz pravim tako, in to je res. Za vsakim najvišjim hribom se odpre najlepše obzorje. In verjamem, da človeštvo je šlo že skozi veliko težkih preizkušenj, skozi vsa tisočletja in verjamem, da bo tudi ta zadeva enkrat končana. Jaz sem nepoboljšljivi optimist, ampak verjamem, da se bomo vsi potrudili in tisti, ki so na oblasti in mi, ki smo tu, da bo ta virus čim prej spokal pa šel v vesolje nekam. Ampak za kar se pa tiče želja, mojih želja za to leto, je pa to, da bom še vse očetove knjige tudi pretvoril v elektronsko obliko. Super. In to bo ogromno dela, ker ni fajlov. Takrat, ko so knjige takrat izhajale, ni bilo še PDF-ov in to so bili pauz papirji, filmi in to se je vse zgubilo. Tako da iščemo ilustratorja, iščemo dediče ilustratorjev, kdo bo to pripravljal, na kak način bomo to delali, to bo ogromno dela, ampak jaz mislim, da si Leopold Suhodolčan zasluži tudi to, da bo njegove knjige na novo zaživele. To je moja velika želja letos. Pa seveda, da bom čim več na biciklu, no. Pa da bom lahko šel v bazen, pa da bom lahko šel v savno. Pa še marsikaj. Kaj pa našim uporabnikom? Kake želje bi pa sporočili njim? Jaz bom rekel, to je čisto en kratek stavek, bom povedal, ki smo ga nekako z očetom skupaj skombinirala, in to je berite. Berite. Zato, ker branje je sreča, branje je veselje in branje je znanje. Znanja ti pa nihče ne more vzeti. Ne glede na kakršenkoli virus preleti okrog znanja in tistega, kar imaš v svojem srcu in v svoji glavi, ti nihče ne more vzeti. Najlepša hvala. Hvala za povabilo. Ja, hvala vam za vaš čas. Jaz vam želim veliko ustvarjalnosti, veliko sreče osebne doma, veliko smeha, veliko obiskov restauracij v tistih sobicah, kamor vas zaprejo. In veliko tistih listkov, kamor si menda zapisujete vaše ideje za knjige. Ja, včasih so bili listki, ki so bili vse povsod, ampak zdaj, hvala Bogu, je pa ta prenosni telefon. Ja, pa tudi, če nimam kaj zapisati, lahko hitro glasovno to povem, pa vse 2-3 ideje. Ali pa sred noči se hitro zbudiš, pa nekaj narediš. Pa nekaj narediš. Ja, recimo danes sem zjutraj ob 3 gledal Dončića košarko in sem še pol zraven delal neko novo športno zgodbo. O čem bo, pa ne smem povedati. O katerem športniku bo, ali športnici pa ne bom povedal, ne smem. To pa ne ostane skrivnost, pa bomo brali. Ja, v redu. Hvala. Hvala, še enkrat. Pozdrav vsem, srečno. Srečno. Adijo. Adijo.